Ko so med epidemijo koronavirusa otroci ostali doma, veliko staršev pa brez služb, se je delovanje Zveze prijateljev mladine Slovenije še bolj razširilo. Med drugim so svojimi prostovoljci otrokom pomagali pri učenju na daljavo, jim priskrbeli računalnike, veliko družinam plačali položnice, še posebej pa se je povečalo njihovo delovanje na področju psihološke pomoči in svetovanja družinam. Korona kriza je namreč botrovala tudi k porastu nasilja v družinah. Ko smo vstopili v Evropsko skupnost, smo bili ena najboljših, najbolj opremljenih socialnih držav. No, danes smo nekje na repu. Kakorkoli, v vsem medčasu smo ugotovili, da so največje žrtve socialne neenakosti otroci, najranljivejši so in seveda tudi njihovi starši. V začetku krize covida in seveda izrednih ukrepov naše države se je na nas dobesedno zgodil pogrom družin, ki so ostali brez dela, ki so imeli že sklepe o prenehanju delovnega razmerja, ker delodajalci niso imeli od kod vzeti za njihove plače. Ljudi, ki so ostali že tako z minimalnimi plačami na čakanju na delo, 80% vendarle je prihodek, ampak niti slučajno zadosten, ker ne dosega praga tveganja revščine. Tako da naenkrat smo bili 100 in več ljudmi na dan vrženi v dobesedno bazen pomagaj. No, začetek je bil tak, da so se ljudje opremljali s strahom, stiskami, kako zdaj, kdo bo plačal položnice, nadaljevanje pa tisto. Zdaj smo vsi doma, hrane nimamo kaj jesti. Lepo vas prosim, pomagajte našim otrokom, pomagajte nam. Seveda vzpostavili smo vse, kar smo zmogli, pridobili donatorje tako za hrano, kot seveda tudi za sredstva, da zmoremo plačevati položnice tistim, ki jih resnično ne zmorejo. Z Mestno občino Ljubljana smo pa vzpostavili, da so pa začeli tople obroke voziti družinam otrok, ki so do 3. razreda, dohodkovnega razreda in so imeli v šoli brezplačno prehrano. Razširili so to toplo prehrano tudi na starejše in bolne in jaz jih moram res izjemno pohvaliti. In v tem času meseca dni teh izrednih ukrepov so se začele pa na nas obračati družine ali pa starši, ki ne samo, da nimajo sredstev za preživetje, znotraj njih so se začeli izjemni spori, izjemni nesporazumi, izjemne stiske. In tako smo bili v tem mesecu priča, veste, tudi poskusom samomorov, tudi samomor. In nam je res težko in smo pravzaprav zato 24 ur na dan na vseh telefonih, da rešujemo stanja. Naša zgodba celostne podpore in pomoči se je tako silno izrazila kot izjemno nujna tudi za ta čas. Zveza prijateljev mladine Slovenije je ena od številnih nevladnih organizacij, ki prostovoljno pomaga pomoči potrebnim. Vsaka kriza ljudi, ki so že tako na robu preživetja, porine v še hujšo stisko. Če bo sledil drugi val koronavirusa, bo potrebno še tesnejše sodelovanje med vlado in nevladnimi organizacijami.